nadaljujemo z našim sodelovanjem in sedaj bomo prišli pravzaprav na teme, ki jih bodo predstavili v glavnem naši prijatelji iz Avstrije in pa kolegica iz Pravne fakultete. Govorili bo, teme bodo seveda ubrane pravzaprav na eno drugo raven, ki smo bili prisotni do sedaj, to je seveda govorici simbolov in pa ritualov v zvezi z diplomatskimi, če hočete, diplomatsko dejavnostjo ali pa neposredno seveda z dejavnostjo plemstva v odnosu do svoje posesti, katero obiskujejo, če si lahko rečem, in na teh svojih pohodih se dobijo potrditev za svojo čast, hkrati pa v zvezi s tem je povezano tudi vse tisto, o čemer bomo slišali v samih predstavah. Torej, najprej vabim k mikrofonu torej našo drago kolegico Dunajo, Marijo Makovnik, da jo dovolite, da jo predstavimo v kratkih črtah. Je izredni profesor na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju, hkrati je seveda tudi dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ukvarja se predvsem z zgodovino plemstva, Herberšteljana, to je pravzaprav en projekt, v katerem sodeluje in sega torej v 16. stoletje, ukvarja se tudi z plemstvom v 19. in 20. stoletju. Nas pa bo seznanila s tistim, kar sodi v njen delokrog v zvezi s tem, to je z simboli in pa rituali, z slavnostnimi obedi, pravzaprav kot izraz neke pozornosti, spoštovanja in ob teh ritualih so se dogajale celo vrste stvari, ki nosijo seveda in kažejo tudi medsebojne odnose. Prosim, drago kolegica. Kot prvo bi se hotela prav prisrčno zahvaliti za lepe simenitive besede. Me veseli, da smo med vami. Jaz se sedaj ne samo mene mislim, temveč tudi moje kolege, ker smo se kot štirica tukaj pogajali takrat pri razpisu in ste nas sprejeli. Zato se prav prisrčno A na drugo stran ga ne? Runter, ein bisschen runter zum... So tako. Jaz upam, da ste slišali, da sem se prav prisrčno zahvalila za prijazne besede kolega Simonitija in sem tudi vesela, da smo med vami in da ste nas sprejeli tukaj na zasedanju. Jaz bom govorila, seveda, gospod Simoniti to že vse pravzaprav povedal, o čem bom govorila, vi še ne veste, kaj bo prišlo. Moram se pa oprostiti, da nisem tako dobra pri PowerPointu. Jaz bom moram potem na koncu pa stvari pokazala, kar se pa tehnike tiče, tam to ni tako moje. O tem prispevku, moj prispevek se ukvarja tudi seveda, kot ste videli, z obedjo diplomaciji ali diplomatski službi in mi imamo dosti virov na razpolago in tudi dosti recentne literature, ki se s tem ukvarja, in sicer ki se ukvarja o javnem obedu, o jedilni in dvorni ceremoniji. Nimamo pa nobene literature pravzaprav o tem, kaj je pravzaprav ta jedilna ceremonija pomenila, kaj je izpričevala. In danes, če tako malo drugače naše vire beremo, jaz bom potem 4 virov pokazala, vidimo, kako se lahko izpričevalo spoštovanje ali pa ignoranca ali pa tudi zaničevanje. Jaz bom kot prvo šla na... Ja, tako je. To mi je zdaj uspelo, hvala lepa. Jaz se bom osredotočila na 16. stoletje in bom v tem sklopu v prvi vrsti upoštevala Žigo Herberstein in sicer Rerum Moscoviticarum Commentari, pa ne samo ta izvod, ker Herberstein je seveda, Herbersteinova knjiga je išla v različnih izvodih, v različnih jezikih in jaz se bom osredotočila potem na nemško izdajo, ki je najbolj prvič išla
ki jo je sam tudi spregledoval in ne bom šla na izdajo Pantaleona. Kot tu zgoraj vidite, sem jaz naštela 4 virov ali pa se predstavlja. Iz teh virov je dosti razvideti, kako so ti diplomati, ki so šli v Moskvo ali pa ki so šli na jugovzhod, kot pa Kuri Pešič ali pa Bisbek, kako so vse to videli. Danes ti čakajo ti viri, da bi bili malo boljše spregledali na to, kako se je diplomaciji pokazalo spoštovanje napram poslaniku. V diplomatski službi poznamo priljubljene tehnike, rituala, obredja in simbolike, ki omogočajo nonverbalno komunikacijo. Posameznemu diplomatu pa je obvladanje teh tehnik pomagalo seveda optimirati svoj prvi nastop. Fleksibilnost in hitra reakcija sta bili zaželjene sposobnosti, ki sta omilili nenadno situacijo. Vsako dejanje in vsaka resurza je lahko postala orožje diplomatske bitke. Diplomat, ki se v gostiteljski deželi ni brigal za tamkajšnje rituale, prehrane in hrane, torej, ki ni hotel sprejeti na umetnostni način sprovocirano pomanjkanje hrane in si jo je na lastno odgovornost poskrbel, se je pravzaprav požvižgal na obrede gostoljubnosti in jo je s tem tudi užalil. Hrana in prehrana sta bili torej zelo ugodni materiji za demonstracijo moči in nemoči, posebej še, kjer so bila živila in pijača potrebna za preživetje, seveda tudi v tujem svetu, in sta hrana ter prehrana kot ritual štela k poslovnim agendam v diplomaciji. Slavnostna obed je namreč večinsko zaznamovala konec bilateralnih pogajanj. Se je pa zgodilo, da se je tako dolgo vlekla, da ni prišlo do rezultata. V takih primerih ni bilo govora o zvrsti slavnostne obedi. To se pravi, slavnostna obed je bila ob koncu vsakega pogovora. Habsburški poslaniki 16. stoletja, ki so za svoje delodajalce razširili tudi pomen hiše Avstrije, kot jo poznamo, so na svojih potovanjih spoznali različne načine gostoljubnosti, seveda tudi druge hrane so spoznali pa navade. Žiga Herberstein, ki ga tukaj najbrž da ni treba posebej predstavljati, se je dvakrat odpravil za Habsburžane v Moskovijo in sicer prvič leta 1516-17 in drugič leta 1526-27, to se pravi v razmeru 10 let je bil dvakrat tam in je s tem imel tudi enkratno primerjalno priložnost, ker je lahko videl, kako se je na dvoru ruskega velikega kneza, jaz ga bom zmeraj samo knez ali pa Vazili imenovala, celotno življenje tam spremenilo. Pa moram povedati, iz vseh razpiskov ni točno razbrati, če je o čem prepisal, ali je bilo zdaj to omenjeno prvo potovanje ali pa drugo. Pri nekaterih je to čisto jasno razločiti. In dobro pa posreduje Herberstein po vseh teh stvarih, da so ruski dvorjani, uradniki ali pa pristavi, kot jih je imenoval, s hrano izvajali pritisk na tuje poslanike. Še na ozemlju Poljske Litve so sprejeli cesarske poslanike, preverili njih identitete in spremnice. Od tega trenutka pa do poslovitve so ti poslaniki bili primorani se udati in prilagoditi popolnoma navadam gostiteljske dežele. Danes bi rekli, da so pravzaprav tam oddali, da so sploh individualne pravice. Cesarskim je bilo ukazano na raje do glavnega mesta prenočiti kar pod svobodnim nebom in Herberstein tega ni hotel sprejeti in je posebej na drugem potovanju potem takoj po 2 ali 3 nočeh vzel svojega konja, svoje ljudi sabo in so se potem odjahali proti Smalensku in ta dogodek je do tega privedel, da se je tam skregal za poslanikom, ker so rekli, tako je ne gre, da na lastno, da ne vpraša, če sme proti Smalensku jahati in take stvari. In Herberstein jim je rekel, saj če ste vi bili pri nas, potem ste lahko pri nas hodili okoli, noben vas ne motil pri vsem tem in vi ste tudi spali v dobrih posteljah, se ne spominjam, da ste spali pod svobodnim nebom. Ne? To je me čisto jasno povedal. To stanovitno in tudi svoje glavno ravnanje je seveda ruske spremljevalce tako razkačilo, da so potem začeli, ker so videli, da jim je polagoma proviant, da se je nagibal v koncu nekdo, kar so sabo prinesli iz
iz lastne dežele. In tudi v tem primeru se je potem Herberstein sam pomagal in je šel k eni kmetici, je tam kupil na lasten denar jedačo in pijačo in tudi os za konje. Potem so ga zopet vprašali, kaj mu pravzaprav pade v glavo, ne? In tam je prišlo do enega hujšega, jaz bi rekla, pripetljaja, če je resnica, kaj on piše. On je rekel, jaz preveč dobro poznam vaše ruske manire, jaz sem opazoval, kaj ste vi z vašim denarjem delali, jaz sem tudi videl, da ste vi našo hrano prodajali za zvišene cene. In jaz vam po resnici povem, jaz vem, kaj delam, si bom s mojim denarjem kupil, kar hočem in kdaj hočem, in če ne bo miru, bom potem pravzaprav dal eno pobuči, ne, to je mu rekel šedil, to lepo noc stoji v nemškem, dvakrat, in razen tega bom vas vlekel v okovih do glavnega mesta. No, potem se je pa nekaj svoje vrstnega zgodilo, da je ruski pristav, s katerim se je tako spakarjal, razkril svoj klobuk, ker je mislil, da se bo ta spravila in da bo Herberstein tudi razkril svoj klobuk, sam Herberstein ga pusti na glavo, ne, in zdaj so vsi videli, kaj se tam zgodilo, ne, da je pravzaprav tujec sem prišel in mu ga je poštel pa rekel, kaj se pravzaprav naj zgodi. Vse to je bilo na drugi rajši, ker drugače bi Herberstein ne mogel reči, da pozna slabe ruske manire. Takrat na drugi rajši je bil Herberstein v spremstvu Leonharda Nogarole, ki ga poznamo kot cesarskega poslanika, to se pravi, Herberstein je bil spremljevalec Nogarole, ker Nogarole je bil v imenu cesarja Karla V. tam. In obe delegaciji, ko sta prispeli do Moskve, so jim dodelili hišice in hišice so ostale tako, lahko rečem po slovensko, tudi vis-a-vis, ne, to vsak razume, tako da sta se lahko opazovala, kaj vsak dela čez dan in take stvari, pa tudi drugi so opazovali. In ko sta prišla do hišic, da bi to potegnile v hiše, so tam stale samo gole mize, sploh niso bile opremljene, ni bilo ne stola, ne postle, ni česa. Pa Herberstein reče, ja pa kaj zdaj bomo šli kupiti, ne? Bomo šli stole kupiti pa celotno opremo. In je tudi kaj povedal, a je bilo tako, če ste bili vi Rusi pri nas, a ste spali na tleh? Ne, vi ste spali v posteljah, kje pa ste sedeli, seveda na stolih. Ne, in potem sta to dobila. Jaz tako mislim, da je bila igrica, ne, ki so jih igrali ruski pristavi z tujimi poslaniki. Zdaj pa pridem do hrane. Kaj pa se tiče hrane in prehrane, so seveda uradniki skušali potem pokazati predrznemu in trdeglavemu Herbersteinu, kdo je gospodar in kdo je začasen gost. Vedoč, da so imeli predpise za diplomate in diplomatsko službo, kjer je bilo točno zapisano, koliko pa kakšno hrano dobi vsak diplomat na dan, pa tudi tiste konje, ki jih je sam vzel, si je Herberstein tisto, če se mu niso dostavili, kar sam poskrbel. In v Moskvi pa je bilo tako, da so potem začeli jaz rekla, knežja služicadje začela potem donašati hrano, ki jo drugače niso dobili. Kot je tudi znano, sta Nogarola in Herberstein se šla pogajati za mir, da bi naredila premir med Moskovsko državo in Poljsko Litvo. In seveda je treba bilo priti do ene audience z knezom Vazilijem, zdaj še malo Vazilija pokazati, čakajte, da ne bo vsega, brez vsega šlo tukaj. No, to je pa, jaz mislim, da to je Vazilij, ne, to je Vazilij III, ki je takrat bil moskovski veliki knez, jaz upam, da sem ta PowerPoint prezentacijo si dala do zgled. In to, ne, polovica ne znobe. In to je pa obriti Vazilij, k temu bomo še pozneje prišli, jaz bom pustila malo Vazilija tukaj, ne. In seveda bilo vprašanje, kdaj bo ta sprejeta pri Vaziliju in tam so jih pustili čakati, je prišel en takšen pristav in je rekel, videla bosta sprejeta v nekaj dneh, jaz bom prišel, ampak gledajte, da sta pripravljena. Seveda je to čakanje pomenilo, da niso mogli za vsak čas jesti, da je tudi bilo malo stradane, ker so vsak dan bili lepo oblečeni in čakali, kdaj bo prišel zdaj tisti moment, ko bojo šli pred velikega kneza. In ko je prišel ta moment, so se potem blizu Kremlja, rečemo na slovensko, ne? Lahko rečem, da je Kremlj, je to pravi izraz, ne? In so šli proti Kremlju, to so jahali in tam jih je čakala velika množica ljudi in
pozneje je Herberstein seveda zvedel, da ta množica ljudi prišla skupaj, ker so gledali, da na ta dan noben ni bil na trgu, noben ni kupoval, noben ni prodajal in da so vsi bili tam kot velika stafaža, da so videli, kdo pride k velikemu knezu, kako imenitne veliki knez. In znotraj Kremlja so potem diplomate vodili od ene sobe do druge in na široko razkazovali prekrasne sobane. In v slavni dvorani potem, ali slavnostni dvorani, oprostite, se je potem odvijal glavni akt predstave, bi jaz tako rekla. To je vse sledilo ritualiziranemu kanonu. Po vstopu diplomatov so se dvignili samo bojari, to so ruski plemiči, Vazili pa bratje in tudi svak so ostali sedeti. In Dugarola pa Herberstein sta morala seveda tam tja izpričati ponižnost, bi jaz tako rekla, in sta morala to narediti s to učenjem čela. To je tako bilo, da sta se zelo do dna pravzaprav morala prikloniti. In ta scenična drža, bi jaz rekla, je bila mešanica med tatarskim in bizantinskim poklekom in je pravzaprav pervertirala bizantinsko proskinezo protokolno neznosnost, saj je od akterja zahtevala ponižnost in zahvalo, torej ob enem poniževala njegovega gospoda in mu velila poviševati čast gostitelja. Veliki knez je na to pozanimal, stoje in po ruski navadi čez Dakar pa Ferdinand zdravo, potem so rekli seveda sta zdravo, ne, to je bilo čisto normalno vprašanje tam, in sta še se mogla usesti potem, ko je tolmač vprašal, zakaj sta prišla. Tolmač je pa samo vsako drugo besedo, po vsaki drugi besedi nehal, zaporedno samo dve besedi prevaja, to se pravi, da sta ta dva poslanika na dolgo čakala tam in da sta bila čisto obupana, ker je bilo konca čakanja. Potem, da so bili gotovi, je bila predaja daril, to je bilo čisto varno, samo ta dva sta se vzdržala tega protokola, čisto, jaz bi rekla, sta zelo ustrajala. In ni jasno, če je Vazili to spregledal, ali da si je mislil Herberstein ve, da ni treba njemu predajati daril, ker nista nobenih daril prinesla. Na vsak način je pa tako, da je pozneje v jedilnici, kjer je bil slavnostni obed, Vazili ta dva poslanca z reduciranim protokolom pozdravil in sicer sledeči. Leta 1517, to se pravi skoraj da 10 let prej, ko je Herberstein bil prvič v Moskvi, mu je isti knez izpričal s kruhom svojo miloščino in soljo svojo čast in ljubezen. Tokrat pa je sicer večkrat dal prinesti diplomatoma miloščino nosi kruh, vendar jima je zabranil bolj čaščeno in ljubezen izpričajočo sol. In kadar jima je dal Vazili prinesti kruh, sta morala ostati in se zahvalno obrniti v smer vladarja, bratov, svakov in drugih dostojanstvenikov. Po pozdravu je sledilo žganje kot aperitiv za dolgotrajno in zelo športno slavnostno obed. Kot prvo je služinčak prinesla Vaziliju pečene labode, katere je zlatim nožem narezal in pogledal, če so krhki, in jih je s tem javno dal na razpolago za razkosanje. Tranširane labode so služabniki prinesli v malih zlatih skodelicah pred knezom, ki je prvi dal pokusiti truksesu, se reče tako. Trukses, kako bi pa to prevedla? Hvala lepa, mislim, da bi si našla te besede. Če je sploh užiten, tisti kos in torej nezastrupljen, šele potem je ukazal deliti jed. Do čim je prišla potem šalčka, pred koga se je moral ta dvigniti, potem obrniti proti Vaziliju, bratom in izkazati seveda, kako so veličanski. Herbersteinu pa je že prva rajža zelo izučila in takrat mu namreč ni ušla, da Vazilijevi brati niso uživali preveč ugleda in da dvorjani pri njih omeni sploh niso ostali. Tokrat je tudi Herberstein obsedel, če so bili na vrsti. Da bi sebi ne škodoval, se je zmeraj, če je pretila nevarnost, da bo šalce pred njima ostala začel pogovarjati s svojimi namiznimi sosedi in so ga potem pristavili na dolžnost, opomejili in rekli, tako ne gre, ti moš ostati, pa izkazati. In Herberstein se tako delal, kot bi sploh ne razumel rusko, zato je pa tako težko nekako to skombinirati, kako je pa potem tistega pristava pri Smolensku tako ukregal. In Herberstein je sam enostavno rekel, jaz sem tako dolgo čakal, da je stvar mi moment, to je tako, kot bi šel helih mimo mene.
In to so drugi opazili na njegovi mizi in so se začeli smejati in potem je pa Vazilij to tudi opazil in vprašal, zakaj se smejijo. In ko je Herberstein videl, da se veliki knez sam smeji, je vedel, da mu ne preti ničesar, da ga je on tudi sam, da je sam videl, da je tako. Pri objedite laborovi, so prišli ti laborovi koški v eno takšno omako iz soli, popra in kisa, potem so tudi imeli kislo mleko, pa kisele kumarice in tudi slive na mizi. Jed je bila bolj borna, bi jaz rekla, malo jedi, ampak ogromno pijače. Ne? In če bi tako primerjavo naredili z jedjo, pa s pijačo, bi jaz rekla, da sploh ni bilo ravno težje. Vazilij seveda tudi pozdravil, kot mi danes rečemo, da je zdravnica bila, ne, in je tam tudi povedal, kako veliko pot so premagali, da naj se napijejo, naj se najejo, da potem zopet nazaj šli na rajžo k svojemu gospodu, ne, k velikemu gospodu. In veliki knez je potem tudi upal, da se bojo poslaniki opijanili in da bo jim alkohol malo razvezal jezik, to je čisto jasno. Herberstein pa je sam priznal, da pravzaprav ni popival in ne pijančeval, ker je vedel, da bi potem ne bi bil tako trezen in da bi morda kaj razumel, kar ne bi hotel. Zanimivo je, da pri tej zadnji obedi, ki opisuje Herberstein, da se Vazilij, da niti ni omenil, da je ta misija bila pravzaprav neuspešna, tudi ni več omenil tiste soli, da bi se soljo jim pokazal in častil jim. In razen tega je on tudi na koncu mi rekel, Žiga, pridi k meni, ali Sigismund, pridi k meni, bova napila na zdravje tvojega gospoda, da bo še dolgo živel. To je izostalo. Pri drugi rajži tega sploh ni več naredil, to se pravi, s tem je izpričal. S tem lahko mi tolmačimo danes, ne, da rajža ali druga misija res ni bila uspešna. In morda so manjkala darila, mi tega danes ne točno vemo, sem trenutno tudi pri tem, da vse te stvari tudi malo preštudiram in ker bo to bo potem za eno drugo knjigo je pripravljeno. Ampak zanimivo je to bilo pri tej obedi, da so skušali na Ruskem dvoru pri vseh teh poslanikih zapustiti en zelo globok vtis in tokrat tudi Herberstein sledeče stvari opazil. Da so tista služinčat, ki je nosila jedi, bila zelo lepo oblečena in sicer ne več v take stare obleke, ki so bile čisto na dolgo, so izgledali kot menihi. Tokrat so imeli z ogrlicami pa z dragulji se še šite jopičke, pa jaz bi rekla Waffenrock, pri nas to reče, da so te vezana vojaška krila tudi nosili. In potem je vse sledeče bilo, da je Herberstein opazil, da se Vazilij veliko boljše vede pri mizi, ne imel tako slabih navad, pa še kot prvič, mi ne vemo, kakve slabe šege je prej imel, teh je ne vemo, ampak zanimivo drugo bilo. Zdaj ga vidite tam zgore in jaz sem Vazilija še eno drugo, še nazaj grem, to je popis, to je v eni Herbersteinovi knjigi, vidite, da ima kratko brado, ni tako dolga, ampak na tej drugi sliki se boljše vidi, da ima zadaj porezane lase in da ima tukaj tudi izbrito. Ne. To je bilo nekaj čisto novega takrat, ker noben knez pravzaprav ali ruski velikaš je hotel kaj šteti, si ni bril brade, je pustil rasti in Vazilij sam vprašal Herbersteina, a si se bril, ne? A se ti briješ, ne? To ga sam vprašal in Herberstein reče, ja seveda se brijem. In Vazilij mu hotel tako pokazati, da zdaj tudi to novo modno brado nosi ali pa po novi modi in seveda Herberstein je to lepo notno pisal, on se ne samo boljše vede, on ima veliko mlajšo žensko in ta ženska, to je bila Helena Glinskaja, ta je prinesla čisto novo modo na ruski dvor. Ne? To se tako poleg obedi človek vse zvedel, kaj je to počasi pa še nekaj? Še 3 minut, potem pa pričem, kaj malo bomo prišli do konca. Ja, po audienci in več oni jaz malo kaj spustila, to jaz mislim, da bo objavljena, da bomo naše prispevke tukaj potem objavili, potem malo več enot. Torej, po audienci in več oni pojedi je Vazilij tretji vstal in s tem dal simboličen znak, ne, da je audience zdaj konec in tudi tiste audienčne jedi.
Pojedina se je potem nadaljevala v hišah gostov, kamor so ruski uradniki dostavili ogromno pijače, kjer so imeli nalog goste razveseliti. Kaj to pomeni? Da jih tako upijanijo, da se potem vsi smejijo in popivajo in potem vsi z glažem grejo sredi sobe, pijejo na zdravje velikega kneza in pri tem potem rečejo sledeče. Na srečo, na zmago, na zdravje in da bo ostalo v sovražniku toliko krvi kot v kozarcu pijače. Torej nič. Potem je moral tisti, ki je tam srepredaj pil, kozarec obrniti, si ga toči pravzaprav na svoje čelo in da čez ramena nazaj vreči. In to je tako šlo dolgo, da so bili vsi pijani. Ne? In je Baštaj potem sam piše, jaz sem se enostavno delal, da sem rekel, da sem pijan ali da sem zaspal. In sem se potem izognil vse te stvari. Zdaj pa pridem do zaključka in hočem malo povzeti še sledeče povedati. Dala sem vam samo majhen pogled, kako je bilo možno simbolično in ritualno posredovati tujim poslanikom, če so sploh dobrodošli, cenjeni in respektirani. Za časa miru diplomatom, ki so se mudili v vzhodni Evropi, ni primanjkovalo na jedi ali hrani, manjkali sta razpoložljivost in možnost si na lastno odgovornost priskrbeti hrano. Posebno v Moskoviji, ki je bila zelo zaprta, so skušali od prestopa na njeno ozemlje pa tja do izstopa observirati in kontrolirati tuja poslanstva. S artificialnim pomanjkanjem hrane oziroma stradanjem so mislili diplomate zmrčati, jih destabilizirati, jih opijaniti in deloma tudi zlomiti njih ponos. Če jim to ni uspelo, niso popustili in so to taktiko nadaljevali pri pojedini, kjer med količino jedi in pijače ni bilo ravnotežja. Moskovski knez je seveda hotel tudi imponirati. Pri slavnostnih pojedinah so se mize šibile od zlata in to se pravi lepa posoda, lep pribor, vendar se niso šibile od jedi. S tem, da je knez sam kot prvi narezal jed in jo dal razdeliti, je simbolično pokazal, da on kot od Boga izbran deli svojo miloščino na od njega izbrane ljudi. To dejanje so tudi tuji poslaniki pojmovali kot nekaj sakralnega. Jaz se vam prav prisrčno zahvalim za vašo pozornost. Hvala.